Naš studio je danes obiskal tudi Kmetijsko-gospodarsko zbornico Murska Sobota. Pogovarjali smo se z Laro Resman. Lara Resman z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Letos ste na vašem razstavišču posebno pozornost namenili Dih AgriFood aplikacijam. Veseli ste, da je vaša aplikacija Dnevnik opravil oziroma Field Book dosegla takšno stopnjo v razvoju, da jo lahko zdaj ponudite zainteresirani javnosti. Pa povejva za začetek, kaj sploh je Field Book oziroma Dnevnik opravil in komu je namenjen? Tako. Field Book je digitalni dnevnik opravil, se pravi namenjen je elektronskemu beleženju delovnih opravil na kmetiji. Poleg tega pa omogoča, da kmetje vodijo tudi različne zaloge repromateriala, si pripravljajo različna poročila. Predvsem je ena najbolj uporabnih funkcionalnosti aplikacije ta, da kmetijam omogoča pripravo elektronskih evidenc o delovnih opravilih. To pa je pomembno za kmetije, ki so vključene v različne ukrepe skupne kmetijske politike, predvsem ukrepe KOPOP in podobne, kjer kmetje morajo voditi te evidence. In na kakšen način potem te zainteresirane kmetije postanejo uporabnik aplikacije? To je povsem enostavno. Najlažje je tako, da obiščejo spletno stran portal dihagrifud.com. Tam potem dobijo tudi vse informacije o različnih Dih AgriFood aplikacijah. Ena izmed teh aplikacij je aplikacija Field Book. Potem grejo skozi postopek registracije, ustvarijo svoj uporabniški račun in lahko začnejo uporabljati aplikacijo. Zdaj, najpogostejše vprašanje, ki ga tukaj dobimo, je tudi cena teh aplikacij oziroma kakšna je naročnina. Kot lahko vidite na vseh naših promocijskih materialih, tudi na tem panoju zadaj za mano, uporaba vseh Dih AgriFood aplikacij je brezplačna, prav tako aplikacija Field Book. In da si lažje predstavljamo, kako potem poteka konkreten vnos opravila? Tudi vnos opravila je povsem enostaven. Kmetje odprejo zavihek opravilo, potem tam izberejo zemljišče ali izberejo več zemljišč, na katerem so v istem dnevu opravljali isto opravilo. In potem jih aplikacija vodi po korakih vnosa opravila. Najprej vnesejo seveda, katero opravilo so opravljali, potem vnesejo, katero kmetijsko mehanizacijo so pri tem uporabili. Vnesejo tudi informacije o uporabljenem repromaterialu, se pravi o gnojilih, škropivih, vrstah semena, lahko dodajo kakšne opombe, lahko dodajo kakšna dokazila, datoteke in potem opravilo shranijo. In pri čem imajo ponavadi na začetku največ težav? Seveda jim pri tem tudi pomagate. In kaj lahko pravzaprav kmetje pričakujejo od svetovalcev? Kakšno podporo? Največ težav opažamo čisto v prvem koraku, to je v registracijskem procesu. Ta je namreč malce daljši, kot so uporabniki navajeni za druge aplikacije. Namreč kmetje oziroma uporabniki se morajo najprej prijaviti v sam Dih AgriFood podatkovni prostor. In ko uporabijo to registracijo, je potem enoten vstop za vse Dih AgriFood aplikacije, tudi za dnevnik opravil, zato je ta proces registracije malce daljši. Naslednja zadeva, ki je mogoče malce bolj tehnično zahtevna, je tudi, ko pridejo tako daleč, da začnejo uporabljati dnevnik opravil, pa bi si radi posodobili recimo podatke iz RKG-ja. In potem tam morajo uporabiti svoje lastno digitalno potrdilo. To je za večino običajnih uporabnikov malce bolj težji tehnični postopek. Tako da tu si lahko pomagajo tudi z filmčkom, ki smo ga posneli in objavili na YouTubu, ali pa se enostavno obrnejo na našo tehnično podporo, ki je na voljo na mailu podpora@dihagrifud.com. Zdaj, pri uporabi aplikacije jim lahko pomagajo tudi njihovi kmetijski svetovalci, torej pri vseh korakih, od koraka registracije do prve uporabe. Na začetku je potrebno v aplikaciji pripraviti svoj profil, se pravi vnesti kolobarna zemljišča, urediti seznam lastne kmetijske mehanizacije, urediti zaloge in potem lahko začnejo tudi vnašati opravila.
In kakšno digitalno predznanje je potrebno pri tem dnevniku opravil in kaj svetujete kmetom, ki pravijo, da to ni zame, da niso računalničarji? Za uporabo aplikacije ni potrebno nobeno zelo napredno digitalno znanje. Aplikacija deluje kot običajne namizne aplikacije, tudi logika vnosa samih opravil je povsem enostavna. Opažamo, da trenutni uporabniki so toliko digitalno spretni zdaj že v teh časih, da tudi sami začnejo uporabljati aplikacijo, se pravi, da uporaba ni zahtevna in lahko uporabnik začne samostojno uporabo. Kmete, ki pa pravijo, da to ni za njih, da niso računalničarji in da ne želijo uporabljati nekih digitalnih rešitev, pa jim vseeno svetujemo, da se obrnejo po neko pomoč na kmetijskega svetovalca, ta jim lahko potem tudi samo aplikacijo pokaže, razloži in jim v prvotnih korakih pomaga. Namreč svet se digitalizira, vemo, da gre naprej in slej ko prej bo uporaba takih ali drugačnih aplikacij potrebna. Kot vemo, že v bližnji prihodnosti se namreč napoveduje, da bo potrebno te evidence o delovnih opravilih tudi elektronsko voditi in tudi kot take poročati na agenciji. In vse informacije dobijo tudi tukaj zdaj na sejmu Agra. Tako, vse informacije dobijo tukaj zdaj na sejmu Agra, vse vabimo, da se potem na našem sejmu oglasijo. Tukaj smo sodelavci, ki jim lahko tudi pokažemo v živo delovanje samih aplikacij. Lahko jih registriramo na licu mesta, če nimajo časa, lahko izpolnijo obrazec zanimanja, jih potem kontaktiramo po sejmu, bodo dobili mail z vsemi informacijami, kje se lahko registrirajo in kako lahko začnejo uporabljati aplikacije. Lara Resman, najlepša hvala in čim več uspešno napisanih oziroma uporabljenih dnevnikov opravil. Najlepša hvala.